Pa me zanima, koliko časa že imate svoj blog in kaj z njim počnete? Jaz imam spletno stran od moje novembra 1993, blog imam pa nekaj tednov oziroma dobro 2 tedna. Izkušnje so dobre, imam občutek, da nekaj 10 ljudi to zadevo še celo bere. Mislim, da je fino, da imam nek medij, kjer lahko povem stvari morda mečkano manj uradno kot preko uradnih vladnih medijev. In kakšna je razlika med tem vašim blogom, ki je nekoliko bolj oseben verjetno, in med spletno stranjo? Blog pravzaprav delam v celoti sam, zoblikoval sem ga sam, gostovanje in vse podobne stvari sem uredil sam, pravzaprav uporabljam isto infrastrukturo, kot je dostopna praktično vsakemu posamezniku. Spletne strani pa pač težje delati, oziroma blog je tehnično popolnoma nezahtevno narediti, zato mi tudi do tega trenutka, ko imam pa mogoče kaj več zapovedati, sploh ni bil izziv imeti tudi blog. Kakšne bloge pa vi berete, ko verjetno tudi posegate v blogosfero, pa še kakšne druge bloge? Pravzaprav sem šele zadnje dni videl, koliko je tega, koliko zanimivih reči se da prebrati, od koliko popolnoma nezanimivih stvari se da prebrati. Uporabljam oziroma berem mogoče nekih 10-15 blogov, ki se tičejo tehnologije, razvoja, ustvarjalnosti, tudi politike, oziroma ne vem, če so to pravzaprav blogi, pač neke novičarske strani, in pravzaprav tudi na tiste najbolj zanimive reči, ki sem jih prebral tudi v svojem blogu, na nje opozarjam tam nekaj pri strani, če boste pogledali. Pa imate kakšne omejitve, do kje lahko greste, kar se tiče vašega osebnega življenja, kaj vse objavljate, o čem vse pišete in kje so meje? Meja, ki trenutno imam, je, da ne bom popolnoma ničesar pisal o osebnem življenju. Naslednja meja bo, da ne bom popolnoma ničesar pisal o, drugih ljudeh iz mojega osebnega življenja. Torej, morda res še pride kakšna običajna novica v zvezi s pomladjo, poletjem, vremenom, annoyances v zvezi z računalniki, ampak tukaj mislim narediti kar jasno meje. Veste, jaz mislim, da je pravzaprav ne more kar vsak politik se lotiti pisati bloga, zato ker to ni nekaj, kar lahko, naročiš svojemu PR-ju, da ti uredi in potem pišeš stvari, ki jih sicer pišeš v neka druga sporočila, da jih pišeš v blog. Nekako moraš biti del te scene. Predsednik vlade recimo ima sigurno dovolj teh tehnoloških izkušenj, znanja, zgodovine, občutka, da bi bil verjetno njegov blog zanimiv. Hvala.